Radijski roman. Dober večer, spoštovani poslušalci, drage poslušalke, v novem nadaljevanju radijskega romana. Ali je Epafrodit plačeval tudi za Jazonove in Dionine grehe? Naj mu Lidija to odpusti? Mark je ni več prepričeval. Tudi to je bila ena njegovih dobrih lastnosti, ki je bila Lidiji všeč. Vedel je, kdaj mora odnehati. Ko Lidiji barve ni bilo več treba nadzorovati, ker je bila skoraj končana, je Mark predlagal, da bi šla skupaj na kratek sprehod. Pomislila je, da najbrž potrebuje svež zrak, ker ni vajen vonjav pri izdelovanju barv. Luka pravi, da si nadarjen arhitekt in inženir, je rekla, ko sta odšla iz atrija. Če nekdo želi dobiti palačo ali veličastno vilo, si po njegovih besedah pravi človek zanj. Mark se je zadržano nasmehnil. Narisal sem več javnih zgradb po Rimu in Efezu, ki še vedno stojijo. Bila sta že zunaj, ko se je ustavil. Ko sva ravno pri stavbah. Na tvoji sem nekaj opazil. Lahko od blizu pogledam? Lidija je skomignila. Vsekakor. Stopala sta ob zahodnem zidu trgovine. Za razliko od fasade, ki je bila iz dragocenega marmorja, so bili stranski zidovi iz cenejše opeke. Lidija je v zidu zagledala razpoke, še preden jih je pokazal Mark. S prsti jih je pogladil in vešče pregledal temelje hiše. Lidija je prebledela. Tega nisem opazila. Ali so poškodovani tudi temelji? To bo najbrž veliko stalo. Mark je odkimal. Naj te ne skrbijo temelji. Zaradi razpok sem želel zid podrobneje pogledati. Na srečo je to le površinska težava. Razpoke so se najbrž začele delati že pred časom. Deževnica in rosa sta si dolga leta utirali pot v zid. Razširile so se zaradi vlage. Vidiš, kako dolg je ta zid? Zaradi njegove dolžine se opeke ne morejo raztezati. Zato pokajo. Kakšno olajšanje! Kaj lahko naredimo z opeko? Mark se je še s palcem dotaknil še zlasti široke razpoke. Dobrega zidarja potrebuješ. Z lahkoto bo to zapolnil. Bodo sčasoma nastale nove? Bodo. Ali je kakšna trajna rešitev? Zdi se mi jalovo, da bi popravljali zid, ki se bo prej ali slej zrušil. Mark je pokimal. Pošlji mi svojega zidarja in ga bom poučil. Če je izkušen, za to delo ne bo potreboval več kot 3 dni. Jaz ti ne bom zaračunal ničesar. Naj bo to darilo za tvojo velikodušnost. Lidija je bila osupla nad njegovo velikodušnostjo, kot tudi nad svojim odzivom. Presenetilo jo je, kako zelo ji je prijala skrb spodobnega moža v popolnoma običajnih, vsakdanjih stvareh. Lidijini gostje so dneve preživljali na Agori, kjer so mimoidočim oznanjali blagovest. Po vrnitvi so vedno pripovedovali zanimive zgodbe. Damalis nam je spet sledila, se je nekega večera jezno pritožil Luka. Takšen hrup zganja, da nihče ne sliši, kaj bi radi povedali. Damalis? Se je namrščila Lidija. Ni to Trahalijeva in Gajeva sužnja? Dekle, ki slovi po tem, da lahko napove prihodnost? Tista, je potrdil Pavel in si gladil brado. Nekega duha ima v sebi. Mislim, da je duh jasnovidnosti. Ubogo dekle. Ni tako uboga, je ugovarjala Lidija.
Z vedeževanjem prinaša gospodarjema lepe denarce. Pravijo, da se še ni zmotila. Pavlove ustnice so se ukrivile. Morda res ne, vsekakor pa se ji godi krivica. 2-kratno je zasužnjena, po rimskih zakonih in še vesoljnim silam, ki jo imajo trenutno v oblasti. Kakšne sitnosti vam povzroča? Za nami hodi, je razložil Luka. Vrešči in vpije, da uniči vsakršno možnost pomenljive razprave. Služabniki Boga najvišjega, tako kriči za nami in tedaj je vsega konec. Vsaj laže ne, je pripomnila Lidija. Tudi v pomoč nam ni, je vmes posegel Pavel. 2 tedna se je Lidijino življenje odvijalo popolnoma drugače. Ob večerih se je vsa hiša zbrala, da bi večerjala in poslušala Pavla in Sila, ki sta jih učila skrivnosti Božje besede. Počasi se je njihova mlada vera poglabljala in krepila, zahvaljujoč nauku, ki so ga prejemali. Ob jutrih se je vsa hiša vrnila k vsakdanjim dolžnostim. Mark je vse pogosteje ostajal z Lidijo in Rebeko. Na lastno željo jima je pomagal, kjer sta ga potrebovali. Včasih pa je v kakšnem mirnem kotičku ustvarjal risbe in načrte ter se ubadal z izzivi, ki mu jih je prinašalo osnovanje nekega akvadukta. V odnosu do Lidije je bil miren. Bil je kot globoko, mirno morje, katerega skrivnosti ni mogla razkriti. Čeprav je 3 leta živel pod bičem trgovcev v sužnji, v njem ni bilo niti sledu zagrenjenosti. Ko ga je že nekoliko bolje spoznala, ga je povprašala o bivanju na tisti ladji. Kako si lahko po tisti izkušnji popolnoma opomogel? Zasmejal se je. Najbrž se je začelo tedaj, ko sem prejel nauk o drevesu. Kakšnem drevesu? Občasno, ko se je okrepil veter in smo pluli le s pomočjo jader, so nam gospodarji za 1 ali 2 dovolili iti na palubo, da smo se nadihali svežega morskega zraka. Ilirski kapitan je imel nenavadno mizo, na kateri so bili zemljevidi in orodje. Vrh mize je bil iz enega samega kosa lesa, okrogel prerez masivnega drevesa. Jakob mi je nekoč pokazal tisto mizo. Vsaka letnica pomeni leto dni v življenju drevesa, tako mi je povedal. Zdelo se mi je čudovito, ker je imelo drevo gotovo več 100 letnic. Več stoletij je živelo v daljnem gozdu, preden ga je gozdarjeva sekira posekala, da bi nepismeni pirat dobil mizo. Nekatere letnice so bile tanjše, temnejše, druge debelejše in svetlejše. Jakob mi je povedal, da so različne letnice kazale na težka in lahka leta. Leta težkega boja so ovirala rast drevesa. Lahka leta so mu jo omogočala. Napake in hibe so bile znamenje krutih let, ki jih je preživelo drevo. Težka leta je preživelo, vendar so ga zaznamovala. Drevo je bilo rezultat vsega, kar sta iz njega naredila trd boj in lahko življenje. Jakob mi je rekel, da sem kot tisto drevo. Moj je usrkal vsak boj, vsako muko, vsako grobo besedo, ki mi jo je kdo naklonil, vsak strah, vsako ponižanje, ki sem ga pretrpel. Vse to me je zaznamovalo. V nekem smislu pa sem tudi drugačen od tistega drevesa. Meni ni bilo treba postati vsota vsega, kar mi je naklonila preteklost. Postal sem ravno nasprotno tistemu, kar bi mi lahko povzročili porazi in grozodejstva. Jakob me je naučil,
da zagrenjenost in bes nista nujno potrebna in da imam izbiro, ali bom postal prijazen človek, ki svetu prinaša dobroto, ali pa kot pirati, ki so z menoj delali kot z živaljo. Lahko postanem brezsrčen, brez sočutja, usmerjen k svojim hotenjem. Lahko pa me Bog nauči človečnosti. Jakob, ki sem ga nekoč imel za manj vrednega, ker je bil suženj in še Jud po vrhu, me je naučil, kako lahko postanem človek. V neusmiljeni krutosti tiste ilirske galeje sem začel dojemati lekcijo drevesa. Mark je Lidiji pomagal zložiti kos novega blaga. Lahko zdaj še jaz nekaj vprašam? Seveda. Ste pred našim prihodom molili za Božjo pomoč? Lidija je počasi pokimala. Moliti smo začeli prvi dan judovskega tedna. Tistega dne mi je začel Antioh groziti. Istega dne sem Apoloniji rekla, naj zaposli Demetrija. Tistega dne je imel Pavel videnje. Že nekaj ur zatem smo se odpravili proti Filipom. Kakšno videnje? Obtičali smo v Troadi. Sveti duh nas je 2krat odvrnil od naših načrtov. Nismo nameravali v Filipe niti v katero drugih mest v Makedoniji. Sedeli smo v Troadi in se spraševali, kam bi šli in zakaj nam Bog brani, da bi sledili svojim načrtom. In tistega večera je imel Pavel videnje, medtem ko smo drugi spali. Sredi sobe je stal tujec. Pavel je sprva mislil, da je pojedel kaj pokvarjenega in da ima privide. A tisti človek je še naprej stal tam, nepremičen in bel kot grški kip. Bil je visok in plečat, je povedal Pavel, s kratkimi zlatimi lasmi in sveže obrito brado. Pridi, je vzkliknil, pridi v Makedonijo in nam pomagaj. In čez nekaj ur smo se vkrcali na ladjo in Bog nas je vodil k vam. Mislim, da nas je Bog v Filipe poslal tudi zaradi vaše molitve. Lidija je imela na Agori sestanek s poslovnim partnerjem, zato je tja odšla v družbi gostov. Ko so prispeli, je Damalis, ki je bila sredi živahnega pogovora, takoj zapustila svojo stranko in šla za njimi. Pavel in Sila sta se jezno spogledala. Damalis je začela kričati. Imela je globok glas, dovolj močan, da bi se dobro slišala tudi z gledališkega odra. Ti ljudje so služabniki Boga najvišjega, je zarjula. Vemo, je odvrnil Sila in stisnil zobe. Vsi so se obrnili in jih pogledali in Lidiji je postalo neprijetno. Pavel je pomignil tovarišem, naj mu sledijo. Za njimi se je odpravila tudi Damalis in jih z lahkoto dohajala. Oznanjajo vam pot odrešenja. Sit sem njenega glasu, je rekel Pavel, vrgel ogrinjalo Timoteju in se obrnil k sužnji. Pokazala je nanj, noht na njenem prstu je imel ostro konico. Kot konica sulice je pomislila Lidija, upirjena v njegovo srce. Spreletel jo je srh. Skozi dekletove male zenice je v Pavla zrlo nekaj temnega in zlobnega. Služabniki Boga najvišjega, je vpila. Kaj počneš? Ga je vprašal Luka, v njegov glas se je prikradla nejevolja. Osvobodil jo bom muk, nas pa prav tako. Luka ga je prijel za ramo. Premisli, Pavel, premisli, kaj počneš. Lidija ga je pogledovala, zdaj tega, zdaj onega, ker je zaslutila nevarnost. Saj sem premislil, je odvrnil Pavel.
Sila, pridi mi pomagat. Molite, medtem ko se bom jaz znebil tiste nesnage. Damalis je bila skoraj še otrok. Pod debelo plastjo ličil je bila naivna mladenka. A njene oči so zelo stare, je pomislila Lidija. V njih je opazila strah in sovraštvo. Hlastno se je umaknila korak nazaj in trčila v čvrsto Markovo telo. Kaj se dogaja? Je zašepetala. Pavel bo izgnal demona, je razložil Mark z resnim glasom. V imenu Jezusa Kristusa ti zapovedujem, pojdi iz nje. Pavlov glas je bil premišljen, brez dramatičnosti. Damalis se je opotekla in mežikala, kot bi prišla k sebi po dolgem spancu. Prijela se je za glavo. Je šel? Ja, otrok. Dobro, da je šel. Jezus te je osvobodil. Odšel? Sem res svobodna? Kako misliš, da je svobodna? Je zaklical nekdo in stopil naprej. Na eni roki je nosil velik zlat prstan, na drugi pa še večjega. Kaj si storil? Je vprašal Pavla. Pa smo tam, je rekla Lidija in lezla skupaj. Pavel je skomignil. Nadlegoval jo je demon. Nadlegoval? Nikakršnega nadlegovanja ni bilo. Tisto je bil prihodek, ti bebasti tujec, kupi denarja. Obrnil se je k dekletu. Prevarant je in nima pojma. Daj, napoveduj mi prihodnost. Damalis se je namrščila. Prijela se je za glavo. Ne morem, gospodar. Obraz njenega gospodarja je pomodrel. Trakali, je zavpil. Kje se skrivaš, partner? Pridi pogledat, kaj je ostalo od najine uboge Damalis. Ko jim je Damalis sledila z glasnim vzklikanjem, je vedno nastal velik direndaj. Zdaj pa se je zbirala prava množica ljudi, ki so zaslutili razvedrilo. Mark je zmajal z glavo. Pa je splavalo po vodi naše upanje za mirno popoldne. V ospredje se je prebil preznojen mož, skoraj popolnoma plešast. Njegovo glavo je krasil temen kolobar las. Kaj pomeni ta kraval? Kaj kričiš, Gaj? Ta dva, pokazal je na Pavla in Sila, sta uničila najino Damalis. Kaj praviš? Uničila? Izgubila je demona in ne more več napovedovati prihodnosti. Nemogoče. Mož po imenu Trakali je poljubil Damalis na lice. Daj no, Miška, pokaži nam svojega demona, napovej mi prihodnost. Ali pa raje, je grdo pogledal Pavla, povej njegovo. Povej mu, kako bo umrl. Ne izpusti krvavih podrobnosti. S tem boš razveselila svojega gospodarja Gaja. Damalis se je ugriznila v ustnico. Ne morem, gospodar. Demona ni več. Glava me ne boli več. V želodcu mi ne kipi več. Ne para mi več notranjosti. Trakali je zarju. Vrni ga, je zahteval in Pavlu požugal s pestjo. Takoj ji vrni demona. Pavel se je pogladil po bradi. Ne morem. Če jih lahko potegneš ven, jih lahko tudi vrneš, je rekel Gaj. Ne gre tako. Sicer pa dekleta ne bi več izpostavljal takim mukam, tudi če bi lahko. Množica je zarohnela od neodobravanja, ki se je prepletalo z grožnjami, slišati pa je bilo kot godrnjanje. Kakšen hrup je to sredi našega običajno mirnega mesta, je rekel znani glas. Kaj pa imamo tukaj? Je vprašal Antioh počasi in z užitkom. Lidija je ostro zajela sapo. Sredi te vzkipljive množice res niso potrebovali še Antioha.
Antioh, ravno pravi je prišel na pomoč, je rekel Gaj in stopil naprej. Ne boš verjel, kakšno smolo imava. Ta dva malopridna tujca sta iz Damalis izgnala demona. Iz osebnih izkušenj veš, kako natančno je znala napovedati prihodnost. Brez demona je nekoristna. Antioh se je izprsil. Kako to misliš? Kdo ima moč izganjati demone? Ta dva. Z ne vem kakšno zvijačo sta uročila Damalis oziroma pregnala demona iz nje. In najina naložba je šla po gobe. Najni upi, da bova obogatela, so uničeni. Ta dva? Lidijina gosta sta. Vse oči so se zapičile v Lidijo. Res sta moja gosta, ampak Trakali se je popraskal po beli glavi. Kako nenavadno. Lidija bi morala vedeti, da takšnih lopovov ne sme gostiti na svojem domu, je rekel Antioh. Skoraj bi lahko rekel, da je za to odgovorna. Vsekakor morata plačati za to, ker sta škodovala Trakaliju in Gaju. Hkrati pa bi morali to razumeti tudi kot nesprejemljivo žalitev vsem dobrim ljudem v Filipih. Kdo sta, da bi zlorabljala naš način življenja? Točno tako. Trakali si je zrahljal ovratnik na tuniki. Damalis naj vrneta demona ali pa nam naj plačata škodo. S kožo svojih hrbtov, je dodal Antioh, in oči so se mu čudno svetile. In s to grožnjo za nocoj končujemo, razrešitev bomo pričakali v naslednjem nadaljevanju. Hvala, spoštovani poslušalci, ker ste bili z nami, bodite tudi prihodnji četrtek. Za nocoj pa lahko noč. Radijski roman.